Nadaljujemo pa z žalostno novico za vse oboževalce stranke SMC. Za vse tri, ki so še ostali. Stranke SMC namreč ni več. Ne da se mi bolj glumiti, sorry. Brez skrbi, SMC ni umrl, pač pa je združil moči stranko GAS in postal Konkretno. Se vem. Kako z SMC pa GAS dobiš Konkretno? Ker sem prvič to slišal, sem isto rekel. Ne vemo, lahko samo ugibamo, ker lahko resno računajo le na glasove volilcev, ki so konkretno pod gasom, očitno. Vem pa, da so se v stranki Konkretno že lotili prvega konkretnega opravila. Dajmo pogledati. Ne morem si predstavljati bolj veličastnega odkrivanja logotipa nove stranke. Ok, razen mogoče logotipa ne bi že prej pokazali na govorniškem odru, pa na ogromnem platnu zraven njega. Še dobro, da sta s to potezo gospoda Počivalšek in Kovšca napovedala skupen nastop v politiki, ne v čarodejstvu. Lahko pa, da pri veličastnem odkrivanju logotipa sploh ne gre za kiks, pač pa je nova stranka le želela namigniti, kaj lahko od nje pričakujemo. Več že videnega. Ne vem, dajmo pogledati, zakaj se bojo zavzemali. Zeleni in digitalni prehod gospodarstva, debirokratizacija, enakomeren razvoj za vse regije, stanovanjska in demografska politika ter potencial logistike, medicinske konoplje in slovenskega lesa. Prav ste slišali, nova stranka se bo med drugim zavzemala, ja, isto sem rekel, nova stranka se bo zavzemala za medicinsko konopljo. Morda se komu zdi rahlo nenavadno, to da zadeva je precej logična. Imamo substanco, ki zdravi in te naredi utrujenega. Je normalno, da bi jo legaliziral Zdravko Počivalšek. Kdo drug? In to ne samo zaradi imena, pač pa, ker bo za vstop v državni zbor moral dobesedno zagrabiti vsako bilko. Je pa za uro moči predstavil tudi svojo demografsko vizijo. Dajmo pogledati. Na demografskem vprašanju, kajti tukaj je potrebno narediti nekaj, da nas bo leta 2030 3 milijone, ne pa 2. Prav ste slišali, gospod Zdravko Počivalšek želi, da nas je do leta 2030 3 milijone. Po tej izjavi mu verjamem, da želi urediti področje konoplje, ker jo je pred tem pogovorom očitno tudi konzumiral. A ne? Lahko pa da je mislil, da nas bo sam 1,5 milijona, pa nas bo po dobri stari kozjanski navadi videl dvojno. Ne vem, kakorkoli že javnomnenjske raziskave stranki Konkretno kažejo vse od tega, da bo v državnem zboru zasedla nekaj mest, pa do tega, da bo Konkretno pogorela. V drugem primeru naj bi imel gospod Počivalšek že plan B za svojo kariero, postal naj bi pisatelj in izdal priročnik, kako na hitro uničiti močno stranko, ki to res zna. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.